Itak, to sem se Smo že v spomnil. vetru, vej. Ja, res, tam sem pogledal, smo že noter. Jure Orehek, Ja, tako je. lep dober večer, sicer Ja. še ni dober večer, ne? Živa. Bo pa hmal. Kva smo ugotovili, da morava malo pohteti, ne? Ja, ker mi imamo čez uro 20 na Gradiška, ne? Čez uro 20, ja, imamo na Moravče v Gradiškem. Supergah. Kaj imamo? Ja, če za tiste, ki še ne veste, Moravčani se ob sredah, a je tako? Vsako sredo. Vsako sredo dobivamo ob vnaprej določeni uri in lokaciji in eno skupaj režemo, laufamo. Koliko je to ponovati? Enih 10, 12, 13 km? Ja, mi ponovadi ene Približno. par nas je vedno, ko imam kar na Gradiškem 3 kroge, ne? Ja. Ali pa ob Drtišici Moravčih isto 3. Isto 3, ne? Drugače Približno isto. počasih 2, ostali pa pač Ja. tudi kukar in paše, ne? Jure Orehek je eden glavnih, ki je tudi zaslužen, da se je tekaška skupina Moravče v Supergah, a ne, Ja. lani po večletnem premoru ponovno tako fajn postavila na noge, tako da hvala ti. A ne. Ja, mislim, sej. Zdaj pa tisti, ki pa Jureta še ne poznate, imam pa jaz tukaj en seznam njegovih tekaških dosežkov zabeleženih, tako da buckle up, a ne. Usedite se. Takole imam, Jure Orehek, dvakrat prvo mesto nočni tek Ljubljanica, 10 km. 10. Ti me popravljaj, če kaj ni Ne, res. saj. Okay. Dvakrat prvo mesto nočni tek Celje, 10 km. Ja, Dvakrat prvo mesto Istrski maraton, ja, no, to je boljše. enkrat drugo mesto Istrski maraton. Kaj smo mogli šli? Ta je bil prvi, moj maraton dejansko. No, tako da- Ej, se to je v bistvu v tako kratkem razponu, se tako da kle leten sploh nimava. To je To od do. načeloma zdaj v zadnjih 3 letih. O, 2022 no, naprej se rečemo. pa ja, Ali no. mogoče kakšna ta desetka, da je bila V dobrem, 22. v dobrem letu. Prvo mesto Bovc polmaraton, To je bilo 2 leta. drugo mesto Bovc maraton, pa prvo mesto Ribenca trail, 40 km, 40, ja. pa enkrat prvo mesto Obala trail, 35 km, Ja, pa enkrat drugo mesto ja. Obala trail, 35 km, pa pazi to. Prvo mesto supermaraton Zagreb Čazma, koliko je pa to? To je pa več kot 60 km. 60, ja. Dobrih 60 Ta je bil km. nenačrtovan, Ok, ja, ta je bil tudi četrtka. to je samo nekaj ne, rezultatov. V glavnem, mislim, da se bova, Juri, mislim, da se bova o teku pogovarjala. No. O tem lahko ne več povem, po mojem zdaj. Hudo je. Lahko pa za začetek, ja, poveš mogoče čist na hiter, par besed o sebi. Kje si gor zrastel, Jaz sem kam si hodil v šolo, kakorkoli. Moravčan, ne, že skozi. Trenutno sicer v Ihanu, zdaj let pa pol. Ampak sem po mojem kar v Moravču še vedno 3-krat, 4-krat na teden. Enkrat vem, da si. Enkrat, ja. Enkrat smo vsi, ne, mislim skupaj mi. Drugače pa ja, 3-krat sem zihno. Tako da, drugače pa osnovna šola valjda, tle Vrhpole, sem z unga konca, z tega. Ti si v Vrpole hodil, Ja, ja. prva 4 leta, 4 pa, mislim 3. pa 3. Pol pa četrt smo prišli v Moravče, tako da Moravče, pol pa v srednjo šolo v Domžale, pol pa delati. Sam se te jaz ne spomnim, veš, iz Isto. osnovne šole. Ja, po mojem, A je pa verjameš, malo da prevelika razlika. Ne bova šla zdaj v detajle, ne? No, nisem več 24 let, tako da. Koliko ima 10 let razlike, recimo, približno. Ja, Ja, ne? no, Ja. Saj zdaj bojo pa že ljudje na računu. 11 ajde, Ja, po mojem. ja. 11, 12. Ja, se bojo znajdel. Ok, se pravi, pa služba, kje delaš? Domžale, mlinostroj, Uh-huh. se pravi, tu pa v bistvu strojništvo, no. Kako se je tek pojavil v tvojem življenju in kdaj? Ja, načeloma sem itak vedno bolj bil za, ne vem, igre žogo, no, sploh Aha. fuzbal je bil, skozi, vsak dan, če bi šlo. Pa tudi sem v Moravče začel trenirati, pa zraven smo tudi mali nogomet igrali, tudi v tej Zagorski ligi, no, takrat je Aha. bilo to še 5 lig. In smo bili kar uspešni, smo tudi prišli do te prve lige, ki je pa res že kar močna liga, no. Drugače po Moravčah sem pa bil, kaj pa vem, med člani 6-7 let. Potem so se pa začele poškodbe, no. Bejž, no. In sem v bistvu eno sezono, ja, klasika, ne. Eno sezono sem še v bistvu igral na pol poškodovan, no.
Ampak pol drug del sezone je bilo pa že toliko hudo, da sem si pač rekel, da tako ne greš naprej. In kdaj je bilo to, koliko let nazaj? To je bilo, mislim, da 4-5 let nazaj? ne, več, več. Aha, več. A je bilo 2016 po mojem, no, ali je bilo 2017, ko sem nehal. Ja, pa sem to probal rešiti, no. Sicer sem že vmes to rešil, ampak če si skozi v gibanju težko rešuješ take težave. Tako da pol to sem zdaj rešil, verjetno tudi zato, ker nisem več igral nogometa. Pa ne vem, tekme je bil pa zmer tako, tudi med sezono, ne, ker nimaš nekih treningov v klubu, sem šel teč. In ne vem, to mi nikoli ni bil problem, zmer sem rad tekel. Pol pa potem, ko sem itak nehal s fuzbalom, sem pa malo večkrat šel teč, 2-krat na teden, rečemo. A po tistem, ko si saniral te poškodbe? Ja, ko sem zrihtal, pa vmes sem šel. A to je bila kaj, poškodba kolena, v bistvu gležna? To je prepona dimlje, no, ta konc. So bila ta narastišča na medenici, so se nekaj vnela, no, zaradi teh ponavljajočih gibov, no. Pa tudi verjetno bi mogel malo več delati za stabilizacijo, pa pač moč mišic, ampak to pač ni. Na tem nivojih smo mi trenirali, to ni v prvem planu. Gre dokler gre. Itak greš, prideš, ogreješ se tako malo na hitro, pa greš za žogo na polno. Na polno, pa si, čez en teden bo si Zanimivo, ja, tako podobne zgodbe. Ne, sej, pač se to je bilo luštno, to so bili dobri cajti. Ja, pa s tekom, no, pa ne vem, šel sem, mislim, da me muče Boštjan, tale naš Ravnikar, ki tu teče z nami. Boštjan živijo. Da smo šli v nek dobrodelen tek v Arboretum, nekaj dobrodelenega, če se prav spomnim. In tam je prav dobro šlo, mislim, da sem bil tretji celo ali nekaj tazga, no, dobro je šlo. Tako da pol... Kdaj je bilo pa to? Pa to je bilo pa pol kakšnih 2017, 2018. Aha, okej. Čisto je to tvoja prva tekaška prireditev. Ja, to je prva. To ni bilo toliko tekmovalno, ampak vseeno se, če greš, daš mi od sebe. Pa ni tebi na misel prišlo, da bi šel, ampak te je nekdo povabil. Ja, mislim, da je bilo na ta način. Ja, velikokrat se to zgodi, ja. Okej. Ja, in pol se je tako v bistvu začel, no. Pa mislim, da je bilo 2018. Je bilo pa v bistvu spomlad, kam je pa isto, če bi šel na Ljubljanskega, na polovičko. Prej niti ne vem, če sem že kakšno urah 10 pošel, tako na tekmo kako. Pa mi je rekel, ajde, grem, to je še pol leta, ne. Pa sem začel itak malo bolj teč, ne vem, 3-krat na teden kar. Pa pol na konc se je kar oktobra v Ljubljani poklopil, no, pa sem šel tistih par sekund pod uro pa pol. Prvič? Prvič, ja. Ampak ja, po maratonu sem bil kak kripa, ne, nisem bil navajen, ne. Koliko si do takrat laufal? 10-ke, 15 si šel največ? Pa 15. A si šel kdaj za trening? Ne, nikoli. Bliz 20? Nikoli. Pomalu tam do 15 je bilo max, pa še to je bilo redko. Tako da ja, no. Pol po tistem se je pa začelo, no, pa sem vse, kar sem najdel že v 10-ke, pa te kakšne tele hribčke, kar začel prijavljati, no. Pa si se pa že sam začel prijavljati? Pa sem se pa že sam, ja, valjda. Pa te potegne, no, potegnete. Pa tudi pa sem čez dalje več tekel, itak pa spet stakneš poškodbe, ne. Tako da sem je pa nekaj s kolenom, ampak nič tako resnega, no. To je bilo pa verjetno zaradi prehitrega napredka. Tako je, ja, pretiraval, ne vem, kilometrina napora, ja. Pač prej z, ne vem, 20-30 na teden, pa že na 50, ampak to je preskok v enem mesecu. Ja. Kar pa ni kul, ne, za telo. Prevelika intenzivnost treningov, prehiter, ja. Tako da ja, tako se je pa začelo, no. Pa kak rezultat je kdaj prišel, pol te pa to še bolj motivira, spodbudi. In tvoj, v bistvu že čist ta prvi nastop na prvi tekaški prireditvi je prinesel dober rezultat, ne? Ja, mislim tak nisem... Kaj pa tistega, ki se ga najbolj spomniš med prvimi, kar je bil? Težko bi rekel. Mogoče tale nočna v Ljubljani 10-ka. Aha, se prav tole je. Ja, tukaj je bilo prvič, da sem bil, pa tle nisem bil med prvimi tremi, no, da sem bil tako 5., 6., ampak da je bil en tak cajt, no, za 10-ko, ne vem, mislim, da je bil celo malo pod 38, kar mi je že bilo tako, ok, tu pa že ni toliko čas več. In to mislim, da je bilo 2019. Pa se je pa stopnevalno, škoda, una korona je bilo vmes, se pravi 2020, niti ni bilo nič posebenega se dogajalo. Si kaj bolj sam zase laufal takrat? Ja, valjda, to politek nisem nekaj. To je bilo pol že skoraj tako vsak dan. Ni še bilo
tako čista, ne, ampak ne vem, 5krat na teden. Ja. Če je bilo pa res cajt, sem pa tudi vsak dan šel, no. Pol se pa, ne vem, 2021 pa po moje že malo bolj začel, pa spet te 10-ke bolj, tudi neki polmaratoni sem bil na Istrskem, sicer ni bilo to še nek vrh, ne, ampak sem šel že, ne vem, mislim, da uro 24, sem šel tam na Istrskem. Pol pa spet Ljubljana, je bilo pa že še malo boljše, se mi zdi, še par sekund. Pol pa, ne vem, cajt je bil, da se odločim za prvi maraton, ne. Ja, mislim, a je to prišlo iz tebe ven, a si to slišal prigovarjanje okolice, ti zakaj pa ne probaš zdaj še, ne vem, zdaj si te polmaratone toliko, zakaj ne bi šel na maraton, a je to bilo iz okolice, ali si ti sam pri sebi prišel do tega zaključka? Ne, to sem kar sam pri sebi, no. Sekaj pač to pa moram pač probati, ne, Tako da ja, po tistih 10-kah, polmaratonih, sem se odločil za maraton, sicer bi se mogoče za kakšnega ljubljanskega, ki bi bil lažji. Ja. Sem se pol za istrskega. Se pravi istrski. To je bilo 2022, se pravi aprila je istrski. Za tega sem se čez zimo res kar pripravil, no. Pač kilometrina je bila že kar bolj konkretna. Kako je to izgledalo, recimo, če se še spomniš, kako so te treningi izgledali? Kaj to je zdaj, recimo, ajde, 4 leta nazaj, 3. To je v bistvu dobri 2 leti komi nazaj. 2022 april, rečemo. Okay. To je bil moj prvi maraton. maraton. Se spomniš, ja. Pa vseeno, načeloma. Koliko si to na teden delal kilometrov? 70-80 jih je bilo, no, zih. Pa mogoče ne čisto vsak dan, ampak so bile kar tako, malo bolj intenzivno sem delal, ne vem, enkrat na teden greš itak nek daljši tek, ne, da dobiš pač ta čas, ki ga boš tam na maratonu, da se telo navadi, pa pač kilometre v noge. Pa kakšne intervale sem delal, takrat sem jih kar še delal, no. Zdaj jih malo manj, sem se malo polenil. To sem prej mislil, a ne, da narediva pola, veš, eno tako primerjavo, ne, 2 let nazaj, kako si treniral, kako zdaj treniraš z temi zdaj, če primerjam, sem takrat malo mogoče manj treniral, ampak bolj intenzivno, no. Ampak ne vem, zdaj mi trenutno tako paše, zdaj malo bolj v easy, pa malo več. Ja, se to pa magaš, kaj povedal. Tako da ja, no. Tam sem se res fajn pripravil in je pol, pač cilju sem mislim, da bi nekako sem vedel, da sem pripravljen za 2 ure 55, sem si rekel, to bo šlo. Pol pa vidim, kar gre, sicer noge so že na koncu, tam smo se vračali v Koper, že pač trde, pač kiš pod nadvozom dol, kaj malo zdol, au. Ampak ja, pol pa kar pogledam na uro, 1 kilometer do cilja, okoli 2:45 je bilo, tole bo pa veliko boljše, kot sem mislil, ne. Ja. Tako da pol so se še s tem, ko so bila skupaj, ta prvi itak bil pred nama, kaj pa je kakšne 3 minute zih. In so se z njim pol na koncu za drug mest dala, no. Načeloma noben ni imel toliko moči, da bi že prej nekaj potegnil, tako da so se zmenila, pač da tamle zadnjih 100 metrov pa zašprintala, pa kar bo. Ja. Tako da tam mi je ostalo zgleda malo več moči, tudi po moje še iz fuzbala malo. Ja. Tam imaš več teh hitrih gibanj. Ja. Tako da ja, no, mislim, da je bilo pol na koncu slabih 2:48 tam nek, kar je bilo za prvi maraton, mislim, mi je bilo kar v redu, no. Več, kot sem pričakoval. Ja. Tako da ja, pa se je to pa nadaljevalo, ne, spet spomlad sem šel, ne, mislim jesen, mislim, da je bila pol spet Ljubljana, ali celo takrat ni bilo, veš, da se ne spomnim, 2022, ja, sem šel. Vedno težje ti bo kronološko pridobiti stvari, zato je že kar veliko tega. Ja, zdaj je malo več jih, Ja. Tako da zdaj se ne spomnim, kaj je bilo pol v jesenskem delu, no. Obala trail vem, da je bil takrat. Sem pa skozi tudi ful pač te gozdne poti, hribe, tako da ni bilo ono cesta, maraton, to mi je pol, če sem skozi na tem je preveč. Govoriš za treninga, tudi tako, kar se tiče prireditev tekaških, greš tudi na kakšno tašno, malo za predsekati. In glede treninga in pač glede tekaških prireditev, mi je fajn, da raznoliko, no. Pač vse imaš 3 mesece pripravlja za maraton, pa imaš pol te cestne tekme, pa tudi paše, da greš malo ven iz ceste, no. Za telo je malo drugačno. Absolutno, ja. Tako da ja, to kar mešam zdaj malo in mi kar paše to, no. Ali si našel kje kakšen program, kako si nastavljaš treninge sam? Načeloma si jih sam, zato ker mi v bistvu ni po nekem programu, pa zdaj pa moš to, ta dan moš to. Pač to je bilo že včasih, ne vem, na fuzbolu si imel nek red,
danes bomo to in mislim, da tega mi je bilo pač dosti. Zdaj, Ja, razumem. in zdaj sem tako, pač, kukar je cajt, kukar se počutim, sploh zdaj zadnje čase dosti delam tako. Pač, če sem zmatran, pa če sem imel na planu neke intervale, neke hude treninge, pač ne naredim tega. Ker se mi zdi, da se bom na koncu boljš počutil, pa tudi mogoče nam kakšnih poškodb staknil. Tako da kar sem začel ful bolj poslušati no, telo, Samega vse. sebe. In je pač se še vedno da napredovati. Tako da ja, glede tega. Čeprav imaš lufta. Ja, če bi malo pojačal ene stvari, je luftno. To mislim, da je. Se pravi, imaš rekreativne ali profesionalne ambicije? Ja, če mislim, to so rekreativne in mislim, da tako tudi ostalo. Ja. Da je še zmer par nivojev pod neko profesionalnostjo. Strogo tek ali tudi kakšen triatlon s časoma? Mislim, se zdaj na kolo se kar večkrat zdaj spravim. No, saj zato, ja. Sploh po kakšnih teh maratonih, ki si drug dan ves, pač komi se premikaš, no. Čeprav zdaj je že malo boljše. Grem najraje na kolo, no. Pač, da drug dan še nek stres daš na telo, pa na sklepe. V bistvu se mi zdi, da narediš več slabega kot dobrega. Čeprav je varianta v prihodnje za kakšen triatlon tudi. Triatlon, ne, ker Triatlon, mislim, nek hud plavalec nisem. Tukaj se ponovadi zataknemo. Mogoče duatlon. Duatlon bi mu rajš, no. Ja. Tako da kolo mi je pa zadnje čase kar čez dalje bolj všeč, tako da ga kar probam, no. Čim več, kakor mi. Prej si rekel polomljen po maratonu. Kaj narediš naslednji dan po maratonu? Zdaj jih imaš že kar nekaj za sabo, pa se ti izkušnje nabirajo. A ostaneš v kavču ali gibaš naslednji dan, vsaj malo? Ja, zihar Kako imaš to gibam, pošteno? zihar gibam. Ja. Najslabše, da si pač primer. Moraš vsaj, ne vem, vsaj sprehod dolg. Kolo je v bistvu še boljš, se mi zdi. Še malo hitrejš vse, pa pač manj stresno, ne. Ponovadi je bil to tek, no, kaj, ne vem, pol urce, to četrt, ampak vsem, če bom izbiral med kolesom pa tekom, rajš kolo zberem. Prej tudi k sebi prideš, no, se mi zdi. Pa tudi nasplošno verjetno tvoje telo zdaj prej pride k sebi. Ti imaš koliko maratonov na let? Te letos bo ekstremen tole, imam 4 imam maratone plus, ne vem, ta čazma je bila, pa ostale stvari. Tako da lani sta bila pa, no, vse so bili že lani 3. Ampak ja, gre, se da. Ne počnite tega doma. Če niso preveč skupaj, se da, no. Ja. Se že malo pozna, Ja. del sezone. Pa dobro, zdaj si začel še kolesariti, tole po moje je tudi en plus. Ja, se pozna po regeneraciji, se mi zdi. Ja. Ki si rekel čazma, ne. Dej mi to razloži malo, no. Ja, ta čazma. To pa ni maraton, ne, to je pa še malo hujš, ne. Ja, super maraton. Super maraton. Se reče, ne vem sicer kaj bi to dal, no, en malo daljši maraton. Ja, ne vem, to je bil pa čist en pač prijatelj iz, mislim, da... Spet en zvlek. Ja, spet men, iz Brežic mi je, Ko milo, to bi bilo pa zate, to probi, ne, ful je dobro organiziran, ful so fajn, ljudje dol, prijazni. Sem pač rekel, pa še ni bilo prijavnine. Sem rekel, se bom prijavil, pa če bom, če ne pa nam še Sploh ni bilo. Ni bilo nič prijavljeno, to mi je bilo res, tega pa nas ni. Čeloma ja, nas super tudi. Ja. Pa sem rekel, bom videl, en mesec prej sem se prijavil, takrat, ko mi je rekel, no. Pa sem se v bistvu ta maraton... Sam kaj veliko razglašal nisi, da greš, ne? Ne, ker nisem vedel, bom šel, veš, moram reči, zdaj pa grem, pa ne bi šel. Smo kar tako na lepem zvedeli, da si... Ja, v bistvu ta maraton je bil na nedeljo, ne, jaz sem se v bistvu, v četrtek sem si pa rekel, zdaj pa grem, 4 dni prej, zdaj pa gremo, ne. Pač sej za trening grem, vidim, kva mi bo naredil. Pač načeloma 7:50 bi že nekako se prevlekel, ne, s nekim tempom. 10 bom pa tudi še nekako. Pa načeloma je bilo kar, no. In pač do maratona itak sem bil navajen, no, in tudi takrat sploh ni bilo težav. Tudi do 50, vse super. Pol pa, ne vem, se je začel malo, no. So tudi malo klanci prišli. Zadnji del je malo klancov, ampak sej po 50 kilometrih je lahko tokle, pa čutiš, da je res, kaj bi šel, ne vem, kam na Limbarsko. Tako da ja, no, tam sem pa pač se teh hrvaških ultrašev držal, no. Vse, ko grem z njimi, dokler bom šel, ne. Ja. Tako oni so kar navili nek tempo, no, so mi kar konstantnega.
Pa pol na 4 smo bili, no, smo tekali skupaj. Pa pol na 30 je prvi mal, zgleda, ni več mogel toliko, no. Pol na 40 se pa začnejo malo klančki, sem pa jaz mali sem jih gledal, ne, opazujem tako mest, sploh če se gre za kak mest. Ja, ponovadi z nasmeškom na licu, veš, tako. Malo opazujem, koliko se pač ostali kaj matrajo, kako jim gre. In se je zdelo, ta prvi klanc zadihani ratujejo ful, ne. Saj, ko zdaj tle lahko probamo, ne, pa bom videl, če pač. In pol na unem klancu naredim neko razliko, to so bili, ne vem, to je 2 To kilometra. govorijo zdaj že vse po 50 km se dogaja. To je v bistvu Lomalče 40. Aha, ok. Tam mi je ratalo, da sem jim ušel, pol sem pa do konca to držal. Ampak ja, no, sem mislil, da tam na klancu, če me spet nazaj ujamejo, pol bom jaz mogoče padel dol, ne. Ja. Sam na srečo ni šlo, se je kar naredila tam razlika, no. Pa itak na teh dolgih ravninah pa pol malo nazaj vidiš, pa koliko imaš, cenaš, tako da me niso začeli loviti, tako da sem lahko nek normalen tempo, da sem prelaufal čez ciljno, da nisem rabil hoditi. Sprav nismo imel enega tega tekaškega bloka, a veš, blokade. Ne, ni bilo nič. Na 52 recimo, ali pa 55 v tem pač, primeru. Tako si rečem, če sem jih 50, ja 10 jih bom pa že, ja, ne. Če sem se toliko časa, pač 3 ure že matral, Noro, ej. bom tudi še skupaj spravil. In kaj, teh 60 plus kilometrov si pa na koncu prelaufal, kaj, v kolkem času? 4 ure minuta, no, ne vem, nekaj tasga. Tako da ja, to je bilo kar, sem bil presenečen. Nisem pač sploh, ne vem, kaj nisem, januarja sem slabo treniral, ko sem še s to tetivo težave neki. Sploh 3 tedne sem, pač kar sem laufal, bilo vse je res počas, pa tudi ful manj. Mogoče mi je to pomagalo, no, sem se tudi malo spočil. Pazi to, zdaj se naslednje vprašanje pojavlja. A veš, prej si rekel, da te je pol tisti dober rezultat na polmaratonu te je v bistvu zvlekel preizkusiti maratonsko razdaljo, ne? Ja. Zdaj pa, recimo, si tole odlaufal, a ne veš, kam ciljam. Ja, vem. Kva zdaj to pomeni? Ja, nič ne pomeni, ne, da je to moj najdaljši tek letos. Ja. Tako da letos nimam nobenih hujših stvari v planu, no. Letos bom kar pri teh 2 maratonih še ostal, ker imam cilj. Bovc pa... Ljubljanski, ja, ki je še to državno v Ljubljani. A pa je kje v kakšnem kotičku domišljije, kakšen apetit po, ne vem, 100-ki, Ja, imam že 50-ki, špartatlonu, ne vem. potiha, imam že v zadnji. Imaš nekaj Ja, zadnje, imam ne? sam, Ja. mislim, da ne še zdaj, no, čez par let še mogoče ne. Aha, Pa imam, ali bo to mogoče kakšen trail 100, kaj tasga. aha. Sam bi šel postopa, ne vem. Ja, Bom ja. šel zdaj iz 40 na 100. Ej, ne. mogel sem te vprašati, a Ja, veš, ja, mislim, imam, samo imam, od sebe imam. se. Pač, če ne drugega, saj probat. Mhm. Mogoče prej kak trail, kakor pa nek špartatlon. Mhm. Tisti pa po moje, ne vem, še mučen, še večje mučenje. Kaj pa Ja, vem, enega poznam, ja, ki ja, je kar nekajkrat odlaufal Ja, ja. zadevo, ja. tako da verjetno bi mi kak Dušo. trail bolj pasal, no. Ja, ja, ja. Kaj ni skok sam tekne na teh 160-170 km. Načeloma v klance bolj hitro hodaš, no, Mhm. ker so taki klanci. V bistvu pač počivaš. Ja. Tako da ja, no. Ampak primarno pač ostaja maraton. Zaenkrat ta bo razdalja bolj maraton, zaenkrat. ja, mi ustreza. Z možnostjo, ne, Ja, raznih, naslednjih letih, Ja, 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 naslednjih raznih letih. variacij. Tako da ja, The to je. best, ej. Prehrana, počitek sem si klele, veš, en tak tipičen zaznamk naredil. Koliko daš na prehrano, koliko na počitek. Prehrana, no, tako. Kako Zdaj, je da s bi tem se pri neki tebi? basil z nekimi sladkarijami, pa tem čipsi s temi stvarmi. Ne, no, ampak sej, če pa začnem, sprav, če odprem čokolado, bom celo pojedel. Tako da včasih boš, da ni nobene doma, ne, Tekam, ja. ampak ja, če pa začnem, pa se ne ustavim, no. Aha. Drugače pa, da bi neki ful pazil, niti ne, no. Itak, Ješ če veliko raznoliko. treniram, moram itak dosti jesti, a ne? Ja, ja. Če ne, si zmatram skozi, Mhm. se pozna. Drugače pa ne vem, pred kakšnimi temi daljšimi, primer za 10, se mi zdaj ne treba posebej neki nalagati, ne vem, Ja, ja. hrane, Ja, telo. Za kak maraton pa to pa že kar začnem, ne vem, če je v nedeljo, začnem v četrtek, Mhm. se pravi, kakšne testenine, riž, so pol vsak dan, Mhm. malo več. Pa zdaj zadnji čas sem tudi začel donat pomaga, Aha. da imaš v bistvu, ne vem, bolj si spucan Ja, takrat. ja. Se mi zdi, da to mi je tudi Aha. korist, tako da to imam v bistvu. Pa na dan tekme,
Na dan tekme pa zjutraj. Še smešen slišal, ne, ponovadi. Pač na kruh si namažem, ne vem, linolado. Tako. No, to je v bistvu isto kot Nutella. Sam linolado je treba pojesti, pa gre, Pa greš na maraton. mogoče, ne vem, itak to je zjutraj, ko ješ ob 6, a ne ob 9 imaš, še pol urca, pol prej mogoče banano, to je to. Nič posebenega. Drugače pa praviš raznoliko, čim več, da dobiš ta Raznoliko, nazaj. Sicer nisem glih velik fan, ne vem, kakšni solat, pa tega, tako da, ampak probam kar. Koliko se pa kaj poškodb bojiš? Oziroma, koliko kaj preventivno pol na tem delaš? Preventivno. Delaš tudi kaj za moč pa to? No? Ja, za moč načeloma delam bolj zgoren del telesa. Aha. Za noge niti ne, no. Premalo itak. Pa kakšne raztezne vaje, valjda moraš, spet premalo. Ampak vnos se ga zavedaš, novo. tako da jaz sklepam, da boš to začel vnašati v Govorim si, ne. režim. Govorim si. Ja. Drugače pa grem, vsake to grem tudi na masažo, tako da to je po moje ena boljši stvari, ki se jo lahko prvoščeš, no. Za telo, tudi za nasploh, tudi za naprej, ne. Pa glede poškodb se mi zdi. Sauna? Sauna, ne. Ti paše? Ne. Hladen tuš? Hladen tuš mi paše poletje. A ja, polet. Polet paše pozim. Pogojno. Sem probaval že s tem, pa nekaj časa je šlo tako malo, ampak ja. Na stravi si, ne? Itak. Na stravi sem, ja. Tudi če komu uredim, ko hoče biti, mu pomagam, da si jo mu naredimo stravo. Imaš workshope na ta... imamo. Na tem področju. Ponovadi ob sredah, takole. Ja. Ko imamo mi tek. Imaš kakšnega idola, kakšnega vzornika, koga tako posebej spremljaš pa to? Ne, to pa nimam. Ne, prav res nimam. Niti prej, ne vem, ko sem fuzbal, da mi prav idola, niti zdaj, no. Ne vem. Iščeš inspiracijo v sebi, veš, to je to. A bi ti nekoč koga treniral? Ti si boš, če bo šlo tako naprej, pa upamo, da bo šlo, a ne, ti boš nabral čuda enih izkušenj na tem področju. Pa, ne vem, a bi ti pol enkrat bil pripravljen deliti znanje naprej, pa koga trenirati? Ja, načeloma bi bilo to, no, izvedljiv mi tudi všeč. Ampak to je po moje tako lažje, da treniraš, ne vem, v kakšnih majhnih skupinah, ne, ali pa posamezno od nekoga. Ja, ali zdaj, da imaš tam 15, to je spet tako, ne. Ne, se to mislim, ja. Kakšnega, ki ima nek cilj, rečemo, ne. Ja. Zdaj pa hočem toliko hitrejš, pa toliko, pa ne vem kako, pa mi je lažje, če je še nekdo z mano, tako da to sem že imel malo idej, no, ampak zaenkrat, ne. Ja, ne, sej, vsaka stvar rab svoj čas, ne. Ja. Kako ti vedno uspeva ohranjati tak, veš, nasmejan obraz, tudi v tistih najbolj peklenskih minutah teka maratona, vsaj tako se zdi, veš, ne. To se kaj po slikah zdi. Ja, ne, mogoče se sam tako naredim, ko me slikajo. Ne, sej ne vidim zmer pač, kdaj me slikajo, tako da ne. Ne vem. Ne, dobro si, ker to, tak poker face, veš. Pa se mi zdi, da je lažje, itak moraš pozitivno razmišljati na teh tekih na maratonu, itak, ker ti vse 100 uro dela, tam ti glava načeloma kar dela, no. Tako da, če bi tam, ne vem, na 30 začel nekaj razmišljati, da me pa boli, zdaj pa ne vem, če bo šlo, pol si čez 5 km boš zaključil verjetno, no. Tako da, kot si sam še rečem, ne vem, da pa 30 jih pelal, po 12 jih še imam, to bom komod, pa pol itak vidiš. Če bomo še koga malo loviti, še to malo, če ga lahko. Moč pozitivnega razmišljanja pa tako naprej, a ne? Gre kar lepo v ta tega sklop. res, no, pa še zraven. Tle je vsaka taka misel slaba, no, te lahko ustavite, no. Se pravi, kaj je tvoje vodilo za življenje, tvoje, osebno, tako recimo, najbolj praktično, kaj si večkrat poveš tako, recimo že čez dan, da greš lažje čez kakšne. Se bo šlo, ne vem, zdrž še tole ima, še to narediti. Stisn. Ja, pa ko boš do čez bo pa lažje. Da je najbolj praktično. Ja, pač, ko boš do to čez bo boljš. Ja. A pa ja. Ker na koncu zatiskati si oči ne gre nič, ne. Nič ne narediš s tem, moraš kar zgrist, karkoli že pride naproti. Tako da ja, moraš iti. A knjige kaj bereš?
Nisem glih za knjige, no. Ne? Kakšne Podcaste poslušaš? Ja, podcaste poslušam. Drugače pa ja, če že preberem kakšno knjigo, je, ne vem, mogoče ko se gre v teku ali pa v športu. Ali kakšno omeniš? Prebral sem na primer od Karnaze, Sadina, če poznaš. Poznam, ja. Mislim, da ene 2. Pa od, dole sem nazadnje bila pa od Lucija Zalokar. V bistvu je tudi tekač, mislim, da za Delo tudi piše, je bil atlet včasih. Ja. Zdaj tudi teče te gorske bolj in je pač dober, no. Tako da on je napisal zdaj 2 knjige že. Je pa govorila o dopingu ta knjiga, no. Tako da mi je bila sploh zanimiva, koliko stvari v bistvu ne vemo. Tako da ja, sploh ka doping je, mislim, je kar... Ja, pač prisoten. Ja, se kar sliši veliko stvari o tem, tako da sploh zdaj, sem že s kom tako, ki se malo bolj resno ukvarja s športom. Tako da ja, no, načeloma pa nisem glih. Pa bi bilo fajn verjetno. Super, čakaj, veš kaj, zdaj pa takole, nima več cajta. A malo še? 10 čas, nekaj še. Daj mi povej, kva naredimo z moravško skupino Moravče v Supergah? Kako to misliš, kva naredimo? Ja ne, tako mislim, a jo šerimo izza občinskih mej, pa lahko zdajle povabva, a ne? Ja, valjda, sej tukaj ni nobenih mej dejansko. Ja, sej tudi zdaj nismo bili nič kaj zelo, se pravi, geografsko omejeni. Ne, sej tudi iz Ljubljane so že prišli, na primer danes bo prišel nekdo iz Velenja. No, evo. Ja. Iz Velenja se bo pripeljal na Gradiško jezero. Odlično. Drugače pa ja, itak povabimo vse, pač ka hočete teči, družiti, ka mogoče rajš tečete v skupini, kakor pa sami, ka hočete napredovati, pa pač se dobro imeti. Tako, najdete nas na Facebooku, Moravče Supergah skupina, se pofočkate, tam pa objavljamo pol termine. Tam pa David pol objavil. Včeraj me je že skrbel, a bomo danes pa laufali, kaj še ne bilo. Ja, ponavadi je to moj del, ja. Ponavadi v ponedeljkih že piska. Ja, včeraj malo sem bil pozen. Včeraj je bil že panika malo. Tako da vabljeni vsi, dajte si malo preveriti zadevo. Jureta boste lahko srečali v Elementu. Tako da, ja, pa se vidimo tam, ne samo takole. Drugače pa, Jure, še kakšna sklepna misel? Sklepna misel. Kaj pa bila sklepna misel? Ja, nač, čim bolj pozitivno naprej razmišljati, pač se gibati, tudi poskrbeti zase. Pa mislim, da bo vse šlo tako, kot je treba. A pol maraton v Ljubljani, pa bovc, pa to, jaz sklepam, da visok ciljaš, če se bo le dal, če nekaj vmes prišlo. Pač ciljam, ja, zdaj bovc, glede na to, da sem v Ljubljani drug, bi bilo lepo leto zmagati. Sploh, kam je, ne vem, všeč mi je tam, to teren. Ja. Je kar, bi rekel, najtežji, od vseh 4 teh naših maratonov. Drugače pa ja, Ljubljana pa le državno, Tam pa pač ciljam, nek svoj čas hočem popraviti, ne zdaj, da nekam mesta ciljam, ampak tam bojo res dobri tekači. Ti imaš zdaj, se pravi, personal best, imaš dobre 2 ure pa pol. 36, ja. 2 ure 36. Tako da cilj je to popraviti. Bil sem zdaj blizu v Radencih 2 tedna nazaj, ker nisem planiral, pa je pol kar šlo, pa sem bil blizu, če mogoče me ne bi zadnjih par kilometrov malo ustavilo vse skupaj, bi bilo res blizu. Tako da ja. Sam kako je pa napredovati, 2.36, to je zame to, pa za marskoga ali pa za večino itak nedosegljivo, mogoče v sanjah pa še tam težko, pa enkrat si tam, recimo 2.36, ne? Kako to izgleda pol zboljšati tak rezultat? A veš, ko to je vsaka minuta, ja, težje, ne vem, koliko enega dodatnega treninga. Lažje iz 3 ure prijeti, ne vem, na 2.50. Ja, ali pa, ne vem, jaz imam 3.19 ali 3.20 maraton. Tam boš še šel pot. Pa recimo, ajde, če bi se resno pripravljal, enih 5 minut bi skoraj mogel popraviti, ja, 10 zihar. Ali pa 10, če bi se res, pa da ne bilo nobenih poškodb pa to. Ja, sej to je pa, ampak 2.36 pa pol vsako minuto ali pa verjetno, a veš, se tudi v tvoji glavi
plete tista številka pod 2,30, mogoče, ne vem. Ja, to je nek cilj enkrat. No? Ja, ampak Po moje, ko to odlaufam, bom res dosegel tisti, ki sem hotel. No? Ne, pa bo šel po 2,20. Ne, to je pa preveč preskok, bi pa mogel, pa tudi ne. Toliko pa nisem pripravljen žrtvovati. To pa ne bi šlo. No. 2,30 rečemo, da je realno, no? Če bi res se... Pa mogoče, da bi se bolj maratonov po svetu, te traile črtal. To je noro. Tako da letos je to plan, da izboljšam tega, če bo za minuto, bo dost. Važno, da napredujem. Enkrat se bo pa itak ustavila, pač nek limit ima pa vsaka. Koliko ti je pomembna, še eno vprašanje, koliko ti je pomembna pol dolgoživost? A veš, da to počneš pozno v življenju, veš? Ja, tudi to je, malo bo treba pač tudi na to pol misliti, ker se tudi staraš, mogoče moraš malo spustiti vse skupaj, pa bo na to gledati, ne vem, koliko hiter boš tekel, ampak koliko časa boš tekel, še naprej, če te to veseli. Tako da pol bomo tudi v tej smeri delali. Verjetno, če bom ostal v tem... Prideš še čas za to. Ampak se mi pozdi, da imaš tako, da se vse smeri razmišljaš. Imam še vse odprto. Da se kar zavedaš vsega. Tako da imam naprej. Načeloma si tudi za cel let sem si dal že, januarja sem si planiral, kaj bom tekel. Za te manjše lokalne teke se pa lahko tudi en teden prej odločiš. Tako da te ta velike si pa načeloma že začetek leta splaniram. Parjavam pol počas. Tudi fajn je, da imaš da imaš nek cilj vnaprej. Zdaj, če zdaj ne bi imel nič, tudi se mi ne bi dal mogoče toliko trenirati, bi šel pač laufati, pa bi v easy, pa tako malo se šetko. Tako pa tudi malo več dam od sebe, pa tako se mi zdi, da moraš biti nek cilj. Pa tudi na morje, ko greš, recimo. Morje ni. Na letni dopust pa to. Ponovadi bolj zmatrano zdaj priješ. Ne, pač itak mora biti aktiven, no. Dopust. Mislim, da bi zdaj šel na morje en teden, pa da bi tam ležal. Jaz se ti ne predstavljam. Jedel pa pil, to ne bi mogel, no. To ni je pa fajn, v uni klimi trenirati, ne. Malo drugače. Se res, koliko ti sploh ustreza? Mislim, meni vročina itak ne ustreza, tako da jaz moram iti skodi zjutraj. Se pravi, preden sonce že začne nažigati, moram jaz biti že konc. Ker pač vroče in pa sploh ne. Tako da tudi poleci kakih planov za kakšne tekme ne delam, kaj mi pač ne bi šlo in tudi ne moram se pripraviti za to. To je nek minus, ampak to vsak po svoje. Itak je. Jure, da pa res treba iti počas. Lepo, da si v letu. Jaz upam, da se še kdaj vzel čas. Želim ti vse to, kar sva naštela, pa še več. Pa se veš, zdrav kolena, gležnja. Upam. Pazem, kar se le da. Tako da, zdaj pa, gremo. Gremo teč. Se pravi, odprli smo moje, tudi uradno. Moje so odprte. Tako da, pridite. Čau.